Pred enim letom smo govorili o upanju, danes govorimo o napredku. Sporočajo hvaležni starši 3-letne Lore iz Novega mesta. S pomočjo Dobrodelne Slovenije so namreč končno zbrali 1 milijon evrov za njeno zdravilo, ki se v Avstraliji že uspešno razvija. Deklica zaradi redkega sindroma Gant ne more govoriti, ne hoditi. Otrok s to boleznijo je le približno 500 na svetu. Vidva pa v njenih očkah tisti čar, ki bi pač tudi ona rada shodila in spregovorila tiste prve besede. Vidva, da si želi biti zdrava, čeprav nama ne mora povedati tega. Se pa stroški izjemno kompleksnega razvoja zdravila seveda ne končajo tu. Da bi povezala starše otrok z isto boleznijo po vsem svetu in privabila tudi tuje donatorje, sta ustanovila fundacijo Gant. Prav tako upata na pomoč države, ki je denimo že sofinancirala razvoj genske terapije za malega Urbana. In kdaj bi torej Lora lahko prejela zdravilo? Tjaša Dugolin. Bravo! Za Rebeko in Jernejem je mnogo neprespanih noči, dvomov, ali sta za svojo deklico naredila dovolj in nehvaležnih prošenj javnosti. A kot pravita, sta vesela, da njuni napori niso bili zaman. Je odleglo. Sicer bom rekla, da je tisti prvi del ogromen za nami, da smo pač ta milijon z vsemi ljudmi izbrali. Ta je pokril razvoj zdravila za Gant, ki poteka k sreči zelo dobro. Se je že razvil, mi rečemo, vektor, se pravi, s čimer bo bil gen dostavljen v celico. Zdaj smo v fazi, ko se razvija mišji model. Imamo kontrolno skupino in pa skupino, s katero smo že okužili s tem napačnim genom, ko ga ima Lora, tako da imajo dejansko miška sindrom Gant. In zdaj se bo začela študija na miškah. A po preverjanju učinkovitosti in varnosti bosta na vrsti še zelo dragi produkcija zdravila ter klinična študija. Zanju si zaradi negotovosti pri razvoju genske terapije niso upali zbirati vnaprej. Računamo tam, da bo 3 milijone, rečemo, še potrebnih za vse skupaj. Da bi projekt dokončali skupaj starši isto bolnih otrok, sta ustanovila fundacijo Gant. Upata pa, da ga bo podprla tudi država. Po zakonu, ki so ga predlani sprejeli, da pač bodo do milijona tudi krili za našo Loro. Ljudi sicer nočeta več prositi, kljub temu pa. Kdor se vidi v tej zgodbi, želi pomagati, lahko še vedno pomaga preko SMS-a Lora 5 ali Lora 10 na 1919 ali pa preko računa transakcijskega od Pačice Pomagalčice. Lora bo septembra praznovala že 4. rojstni dan in prej, ko dobi zdravilo oziroma zaustavijo bolezen, manjše bodo njene posledice. Po časovnici naj bi se to zgodilo v začetku leta 2028. Dodatno upanje, da tudi njuno malčico čaka boljše življenje, pa ima vliva napredek malega Urbana, ki 7 mesecev po prejemu zdravila za sindrom CTNNB1 hodi in govori. Da bo Lora nekoč vse približno tako kot Urban, ne vem, tisto shodila, mama, slišala, karkoli. Mislim, to je neverjetno, da po takem zdravilu. Tako se gano verjetno. Ja, smo jokale. Mislim, da je Urban neka zvezda severnica, ki vodi Loro naprej. Še enega ljubčka pošli. Super!